Še en tretji element, ki se precej pogosto pojavlja, ki sem ga opazil, je v bistvu ta družinska rekonstrukcija. Ne? Japonci so danes znani po tem, da precej nazadujejo v svoji rodnosti. Nekako v povojnem času je bila za njih običajna družinska struktura, nekako ta razširjena družina, kjer si imel otroke, starše in pa tudi stare starše. Ne? To je bil čisto običaj. Potem nekako s progresivizmom kapitalizma je nekako ta družinska konstrukcija se znižala v samo navadno družino, otroci, starši. In vedno bolj, kot gremo v moderni čas, je v bistvu celo ta družina razpadla in ima zdaj pač precej, govorim za Japonsko specifično, ne, mlajših in v bistvu tudi starejših, ki niso niti več oblika družine, ampak so veliko je samskih. Ne. Zato se mi zdi, Iašikei nekako hoče prednjačiti to rekonstrukcijo, pokazati družino, ker očitno je to tudi nekaj, kar deluje pomirjujoče. Zakaj družina recimo na nas vpliva na ta način? Po moje družine je tako enako varno okolje, ne? In pol to ti, ki gledajo, se spomnijo, kako sem bil majhen, pa je bilo vse v redu, pa smo skupaj se igrali ali pa imeli večerjo. Po moje je res to neka varnost. Tudi mogoče dosti ljudi hrepeni po temu. Samo danes je tempo že na hiter in pol študiraš in pol delaš in ni časa za družino, ni denarja za družino, ni volje za družino, pač odvisno od ljudi, ne. Tako da tle so vsa neka hrepenenja, ki v bistvu v japonski družbi jih ni toliko, ne, oziroma jih je manj. Pač že samo, ne vem, nekdo dela do poznih ur, ker tam res lahko dosti delajo in ima časa potem biti doma z družino. Tako da res hrepenenje po naravi, po begu, to je dejansko nek žanr, kateremu ti zbežiš. In Japonska ima enih kup problemov. Jaz ko šali, pa malo zares rečem, da oni so malo naprej, mogoče 10-20 let, imajo pa ogromno problemov, ki tudi prihajajo k nam. Tudi pri nas se že to dogaja, izgorelost na delovnem mestu, samomori, potem tudi veliko mladih, ne, nima družine, nima časa za družino. Tako da oni so tako naprej, no.